Naslednjih 48 ur bomo preživeli samo s tem, kar bomo ujeli. Ne, to je dobra ideja. Dobro bomo jedli, draga. To bom dobesedno vrgal naravnost nad ogenj. Se hecaš? Raziskovali bomo nekaj najlepših pokrajin, ki jih ponuja Avstralija. Vse v iskanju ulova, hrane za somove. Skoraj si že skozi. Si se odločil, ali želiš ostati v Avstraliji ali se preseliti drugam? In stvar je taka. In ta divja pustolovščina se začne prav zdaj. Poglejte tole, fantje. Zjutraj smo se zgodaj odpravili. In naslednja 2 dni bom jedel samo tisto, kar bomo ujeli. Imamo našega Steva zraven. Morda se ga spomnite iz kuharskega izziva, prijatelj. Danes ni v svojih belih spodnicah. Ja, v opremi Offshore Tales. Danes v opremi Offshore Tales, fantje. Torej, načrt je, da danes prvi dan vzamemo palico in kolut. Potrebujemo hrano. To je načrt. Če ujamemo živo vabo in ne ujamemo ničesar drugega, bom očitno jedel živo vabo. Tako pač bo danes. Jedel bom karkoli bomo ujeli. Poskušali bomo čez dan vedno bolj nadgrajevati, tako da bomo do konca dneva, upam, imeli kakšno okuslo ribo z grebena ali kaj podobnega, veš, kakšno pelagično ribo ali kaj podobnega. Ampak že mesece nisem lovil z ribiško palico in kolutom človek. Tako da, Stevo, morda me boš moral spet naučiti, kako uporabljati kolut. Gremo. Upajmo, da ujamemo lepega šnurja ali kaj podobnega, ampak kakorkoli, pojedel bom nekaj živih vab. Bom jih pojedel v vsakem primeru, fantje. Držimo pesti. Mogoče bomo videli, kako nam bo šlo do konca epizode. Plujemo proti območju za žive vabe. Dobimo žive vabe in potem začnemo ribariti, človek. Potrebujemo hrano za prvi dan. Drugi dan bomo uporabili ostanke, upajmo, česarkoli bomo ujeli danes. In nastavili bomo pasti za blatne rake. Dobili bomo zadoščenje nad tistimi prekletimi blatnimi raki. Človek, kar veste, da mi ni šlo prav nič. Levo, desno in na sredini. Postavili ste mi nekaj vprašanj v prejšnji epizodi. Odgovoril bom nanje. Upam, da bomo ob koncu drugega dne, ko bomo jedli tistega ogromnega blatnega raka, to tudi doživeli. Govorim, kot da se bo to zgodilo, ampak fantje so zdaj res navdušeni. Te razmere, človek, danes bomo šli daleč in široko. V teh pogojih morje je kot ogledalo, človek. Res je lepo. Tisto sonce pravkar kuka čez obzorje. Pripravljamo še nekaj palic tukaj zadaj, malo bomo zapluli v tisto smer, torej gremo, dragi. To uporabljamo za živo vabo. Imamo te male sabiki vabe, vidiš, imajo malo bleščic na sebi. Jig whip. Upam, da kaj ujamemo. To bi lahko bila prva riba, ki jo bo Vado danes pojedel. Če ne ujamemo nič drugega, bom to jedel. Poskusi ujeti vsaj kakšno bolj debelo živo vabo, ki ima nekaj mesa na sebi. Ja, zakaj imajo nekaj lahkih? Gremo. Poglej to. Se hecaš z mano. In to je moja hrana za danes. Če ne ujamemo ničesar drugega, boš to jedel ti. Ne veselim se, da bi to jedel. Zagotovo bom dobil kaj drugega. Torej, to uporabljamo, fantje. Imenujejo se juka. V bistvu so kot, kaj? Rumeni rep. Rumeni repovci. Nekaj tazga pač. In to je v bistvu kot sladkarija za katerokoli veliko ribo tukaj. Torej, to bomo uporabljali kot živo vabo. Mislim, da bom tukaj ujel kaj večjega. Ali pa bom šel na polno. Ja, poglej tole. To je nadgradnja. To bomo dali noter. To bomo dali v prekleto hladilno skrinjo. Živjo! To je tisto, čemur pravimo, fantje, kozličja riba. Morda se spomnite, da sem jih nekaj ustrelil s podvodno puško. Ne zrastejo zelo veliki, ampak te so ene najbolj okusnih, kar jih lahko dobiš. Ja, to pa je že nekaj boljšega. Imamo hrano, takoj se vrnemo. Navabi. Prijatelj, to je hrana za začetek. Morda bomo kasneje dobili vahuja, ampak ta stvar je ena najbolj okusnih, kar jih lahko dobiš. Torej, pravzaprav za vse. Domov gremo z nečim, Steve, to bomo nadgradili. To bomo nadgradili 100%. Spusti to vabo dol in to je praktično najboljša vaba, ki jo tukaj dobimo. Ujel sem sluzastega skušo, lahko jih vidiš tamle. To je praktično bonbon za katerokoli veliko ribo tukaj. Kaj je to? Poglejte to bitje. Temu pravimo greener. To so ene najbolj čudnih rib na planetu Zemlja. Ampak ta gre nazaj, ni za vabo. Zdaj nam pa res gre, fantje. Poglejte te razmere. Voda je kot steklo. Jaz in Steve O sva se pravkar pogovarjala. Nekako sva napolnila rezervar za živo vabo. Lahko vidiš tukaj. Imava celo kupico žive vabe. Vse jih lahko vidiš. Poleg tega pa še tega frajerja, goldfisha. Pravzaprav je res lepa riba. Pravzaprav so zelo okusne. Ne zrastejo prevelike. Kar bomo naredili zdaj, je, da jo bomo zdaj spustili bolj ven na odprto. Upamo, da bomo nadgradili tega kozlička. Če pa ne bomo mogli, bom pojedel tisto stvar za prvi dan. Mislim, da ne bo dovolj mesa, tako da bomo morali ujeti še kakšno ribo, mislim, da Steve. Ja, imaš prav, tam je dovolj vabe. Tam je dovolj vabe, da jo lahko pojem. Ravno smo prispeli na greben, je kar tamle, lahko vidiš.
kaj lovimo danes, Steve? Kaj boš lovil? Je že malo pozna sezona, ampak upamo na vahuja ali pa mogoče še kakšno pozno sezonsko špansko skušo, tako da bomo spustili naše žive vabe tukaj ob tem robu. Upam, da je tukaj kakšen zate. Trenutno moramo samo izboljšati hrano, ker imamo noter juke, juk ne bom jedel. Imamo tudi, tistega kozlička, to lahko pojem, ampak to ne bo dovolj mesa. Torej, Steve, prijatelj, moraš mi ujeti nekaj hrane, ker drugače bom jedel juko. V redu bomo. Tukaj malo tvegam, ampak zagotovo kasneje. Zagotovljeno. On to napoveduje, fantje. Držimo pesti. Kasneje ne bom jedel juke. Torej, tukaj imamo eno sluzasto skušo. Samo naravno skozi nos ga bom nataknil. V redu. O moj bog, pojedli ga bodo. Naj samo dam majhen dodatni trnek tukaj zadaj. Tako, to je to. To je on. Vse je pripravljeno. Kot bi držal pesti. Dobivamo veliko ribo, stari. Pošelj ga ven, sprav ga ven. Gremo. Palce so že zunaj, fantje. Na njih sta dve živi vabi, po ena na vsaki strani. Praktično je čoln samo v predstavi, ne? Torej, gremo precej počasi. Zelo počasi. Samo pustimo jih zunaj. Nočemo preveč obremeniti vab. Ja. Razumem. Počasi bom šel čez greben. V redu, fantje. Zdaj bomo potegnili žive vabe noter. Tok in vreme sta predobra. Hočemo iti bolj na široko in videti, kaj lahko najdemo. Torej, zapustili bomo to plitvino, kjer se trenutno vrtimo, in šli bolj na široko. Fant, vedno si pravi senator za akcijo. Gremo. Pravkar smo se kar precej oddaljili. Zdaj pripravljamo vse na novo, ker bomo spustili nekaj mehkih vab in mogoče še kakšno vabo. Mogoče bomo dali živo vabo zadnji ali kaj podobnega. Trenutno poskušamo ujeti večje ribe. Držimo pesti, da dobimo kakšno grebensko vrsto. To bo noro, res. Nekatero od teh grebenskih vrst najboljše ribe za jesti v oceanu. V redu, vaba gre dol. Gremo. Čas je, da ujamemo zverino. Gremo. Steve, palica se je pošteno upognila. Daj, sine, to zgleda kot dobra riba, stari. Ja, dober je za rufo, karkoli že je. Kaj pa je to? To je blue molar. Že dolgo nisi ujel enega takih. Ja, poglej to. Lepo riba, prijatelj. Veš, kaj mislim? Dobra, bomo ga dobili. Ja. To je boljši ulov. Fantje, prijelo je. Imamo jo. Smo na pravi poti. Imamo nekaj majhnega. Zdi se zelo majhno. Ampak ujeli smo ribo. Ujeli smo ribo. Kaj je to? Kaj je to? Se šali. O moj bog, prekleti gliner, se šališ? Poglej to ribo. Ena najbolj grdih stvari na zemlji. Poglej dlake na tej stvari. O moj bog, greš nazaj. Raje bi ostal brez ulova, kot da ujamem tisto stvar. Se šališ? Jaz. To je bilo neko bitje iz globin. Prav, grem nazaj dol. Ni šans, da bi jedel tisto stvar. Ni šans, sem že nazaj dol. Gremo. Čas je, da končno ujamem ribo. Še vedno nisem ujel ničesar res dobrega s tem. Torej, danes bomo ujeli ribo za večerjo. Gremo. Tukaj imam ribo. Zdi se malo boljše. Ne. Izgubil sem ga. Evo ga, imam nekaj malega. Oj, danes se teh stvari res ne morem izogniti. Dobil sem še eno gorilo. Se hecaš. Kvaj za vrag. Veš kaj, to je boljše. Tukaj imaš nekaj dobrega, končno. Ne izgubi vrvice. Ne izgubi vrvice. Rekorder. Tega ne izgubi. To je boljše, fantje. To je veliko boljše. To ni zelena. Ni možnosti, da je to zelena. Če je to svetovni rekord. Prever. Ja, štopi. Dejno. Kaj je to? Ni šans. Je na meji. Ja. Ja? To je tisto, kar hočemo. Ja. Danes bom dobro jedel. Poglej te barve na tej ribi. To tam je venerin zobatič. Ne zrastejo tako veliki kot tisti črnopikčasti zobatiči, ampak so prav tako dobri za jest, če ne še boljši, po mojem mnenju. Torej, to tam, to je večerja. Juhu! V redu, naj to razjasnim. Ja, 2 dni jem samo tisto, kar ujamem, ampak to je tekočina, prijatelj. Piti lahko pijem, kar hočem. Torej, če kaj, me bo to pivo naredilo samo še bolj lačnega. Lahko lepo odrežemo nekaj filejev z te kozje ribe, si privoščimo malo sašinja tukaj zunaj. Tistega zobatiča pa bomo kasneje spekli. Ampak hočemo ujeti še nekaj rib, ker moramo napolniti pasti za rake z ostanki, da bomo lahko jutri za drugi dan ujeli blatnega raka. Samo obdrži enega tistih grinerjev, ki jih ujamemo, in ga daj v past za rake. To je naš načrt. Naslednjega grinerja obdrži. Prijatelj, žrtvujem prav vsakega od teh grdob. Res imam dovolj lovljenja. Res imam dovolj lovljenja teh. Ti si pa prebrisan. Danes pokončujemo grinerje. Ja, ujeli smo ga. Ja, ujeli smo ga. Ja, baby, wow. Ujeli smo enega. Občutek je dober. Ni griner, v redu je. Ne? Zakaj ujamem vsakega grinerja,
vsako dobro ribo pa izgubim. To bi bil pošasten griner. O moj bog. Prav, Steve, pravkar sem nekaj ujel. Misliva, da je to griner. Prosim, naj bo griner. Ja, to je griner, ki ga damo v past za rakovice. Preveč je vlekel, odlično je bilo, izgubil ga je. Prijatelj, to je trik. Samo močno potresi, kolikor lahko, da spraviš grinerja s trnka. Devo, prijelo je, stari. Loti se tega, sin. Daj vse od sebe. Kaj imamo tukaj? Poglejte, kakšne razmere so trenutno, fantje. To je res izven vseh meril. Griner za svetovni rekord. Prosim, greš naravnost v past za rake. Podvojil je ulov. Se hecaš, ima rdečega skalnega trska in prekletega. Zato je bilo težko, ja. Močan. To je tudi velik red rock cod. Temu pravimo red rock cod. So kot škorpionke. Če te katera od teh udari človek, boš to občutil. Zelo boli. Tale tukaj je res velik. Veliko ljudi jim pravi tudi jastok za reveže, ker naj bi imeli okus po jastogu. Torej, mislim, da poskusiva, Stivo. Trenutno imamo v hladilni skrinji kup grebenskih rib. Zdaj pa gremo malo proti boju Wave Rider. To je v bistvu kot fat. Če ne veš, kaj je fat, je to naprava za zbiranje rib. To je v bistvu samo boja sredi oceana, okoli katere se zbirajo vse ribe. Pravzaprav bomo poskusili tam loviti ribe. In če tam ne bo nobene ribe ali kaj podobnega, bom morda skočil noter s podvodno puško. Nikoli ne veš. Torej, ja, gremo na manjšo dogodivščino. Se vidimo tam. Gremo. Do naslednje točke je približno 15 km. V redu, to je tisto, kar vsi iščemo. Vse ribe v bistvu sledijo tem oceanskim tokovom in potem to, domnevam, ponuja neko vrsto strukture tukaj sredi ničesar. In vse ribe se zbirajo okoli tega. In imamo tiste žive vabe odprej. Poglej tisto vabo, ki jo tam preganjajo. Vidiš to? Nekdo preganja tisto vabo. Samo vržejo živo vabo ven. Ja, stari. Glej ga, kako gre. Hej, ni slab. Prosim, to je lep doli tukaj, fantje. To je čudovita lampuga. Ta tukaj je samica. Vidiš, nima izbukline tukaj. Večji samci, imenujejo jih biki, imajo velike izbukline tukaj. Ampak poglej te barve. To mora biti ena najlepših rib na svetu. V redu, Steve, to so tacosi. Tacosi, prijatelj. Prvi dan, dobro jemo, draga. V redu, ujmimo še eno. Zdaj sem jaz na vrsti. Gremo, samo hecam se, prijatelj. Pojdi tja, prijatelj, oprosti, vsi so povsod. Vidiš ga? Hrani se na površju. Poglej to. Zagrabili so ga na površju. Ja, ujeli smo ga. Poglej to. Ne, tudi ta je dober. Poglej tisto stvar. Ni šans. Uničil bi ga. To je na površju noro zagrabilo. No, za njim je še nekaj prijateljev. Tam je še ena kamera. Tam je še en dober. Samo počasi ga pripeli sem. Ja, draga, poglej to zlato barvo. O moj bog. To je čudovita lampuga, človek. Ja. Dobro bomo jedli, draga. Poglej tole, draga. Zaradi tega smo prišli sem. Čudovita lampuga. Toliko zabave z njihovim norim skakanjem po zraku, ko jih ujameš. Ampak tole tukaj, to je večerja za prvi dan. Uspelo nam je. Okostje te ribe bomo kasneje uporabili tudi v pasti za rake. Upajmo, da bomo za drugi dan dobili še kakšnega raka. Ta epizoda bo res nora, človek. Prav, dajmo ga ta je kar v redu. Prav zdaj poskuša razparati mojo ribo, medtem ko je še vedno na trnku. Ne gre ravno najbolje. Samo kavelj ima v sebi. Moja noga je pravkar spregovorila. Prav. Pojdi. Greš. O moj bog. Dol in potem ga bodo vrgli. Pravkar sem skočil v vodo. Moja riba se je ujela okoli propelerja, izgubili smo jo. Vsaj ti si dobil svojo ribo, prijatelj. To je bilo res nekaj. Ja, fantje, veste, kaj je bilo. Ne počnite tega doma, otroci. Tako se ne lovi rib. Tako se ne bi smelo loviti rib. Ampak včasih vsa pravila odpadejo. Veter se je okrepil in imamo polno vrečo rib. Tako da ga zdaj pošiljamo nazaj domov. Gremo vreč tiste pasti za rake noter, potem pa bom pripravil tisto ribo za prvi dan. Živjo, ja, imamo kozjo ribo od začetka dneva. Mislili smo, da bo ta kozja riba morda edino, kar bom jedel. Človek, imeli smo odličen dan, Stivov. Zato bomo živeli in pustili živeti. Spustili bomo tega poredneža nazaj. Popolnoma nor ribolov s palico in kolutom, da se spet vrnemo v igro. Wow! Prav, imamo kup rib. Vrgli bomo te pasti za rake noter. Upamo, da bomo jutri, drugi dan, dobili rake. Čaka nas dolga vožnja domov v težkih razmerah. Torej,
Gremo. Kakšno noro jutro, fantje. Dobili smo ogromnega mahija lampugo oziroma dorada, kakorkoli ga že želite imenovati, in zdaj se odpravljamo proti plaži. Gremo ga skuhat. Ampak, fantje, praktično sem prišel naravnost z ladje, tako da res nimam nobene opreme, imam samo svoj potapljaški nož. Mislim, da je to. Ni šans, da bi cela riba šla na ogenj, tako da razmišljam, da bi jo mogoče razrezali na kose ali kaj podobnega. In ja, lahko uporabimo odvečno meso s kosti in vse ostalo. Dali bomo v pasti za rake in upamo, da bomo jutri, na drugi dan, ujeli nekaj blatnih rakov. Ampak prvi dan, prijatelji, uspelo nam je. Odgovoril bom na nekaj vprašanj iz prejšnjega tedna iz rubrike Vprašanja in odgovori. K temu se bom vrnil malo kasneje v epizodi. Ampak najprej, pojdiva očistit tole zverino za prvi dan. Kakšen popolnoma nor dan je bil danes tam zunaj. Tako sem navdušen. Dobili smo to pravo zverino mahija. Ta stvar je res hudičevo težka, človek. Ne bom lagal, roka me že boli, ampak jo bomo kar vrgli gor sem. To je verjetno tukaj, kjer jo lahko filetiramo. Njo, moj bog, poglej to zverino. To je res čudovita riba, človek. Mora biti po mojem skoraj meter dolga. Ta stvar je res trdna. Ni šans, da lahko očistim to ribo, ker imam tukaj samo potapljaški nož. To je vse, kar imam v nahrbtniku. Tako da sploh ne bom poskušal, očistiti te čudovite ribe. Če bom poskušal to narediti, jo bom samo uničil. Tako da je načrt ta, da bom dejansko odrezal nekaj zrezkov z te ribe. Prižgali bomo ogenj in te zrezke bom vrgel naravnost na ogenj. Bo odlično. Hočem najti, toliko mesa, kot ga želim pojesti. Verjetno je tukaj ravno prav. In kar bom naredil je, da bom šel dol in odrezal lep, recimo kot jagnječi kraček, zrezek tega mesa tukaj. In lahko kar cel ta rep vržemo naravnost na ogenj. Vidite, ravno režem po tem repu tukaj. In potem bom to samo odlomil, tako kot to. To bo res dober človek. To bom dobesedno vrgel naravnost na ogenj. Vse to lepo belo meso, ki ga vidite tukaj, bo vsaj dovolj dober obrok, da me drži do večera. Ja, uporabili bomo ogrodje. Malo kasneje ga bomo vrgli v past za rake. In potem držimo pesti, da bomo ujeli ogromnega blatnega raka. Ampak tole tukaj, to je kosilo, prijatelj. Poglej, kako prvinsko je to, človek. To je kot velik svinjski kotlet, kot rep mahija. Dajmo zakurt ogenj. In ja, vrgli bomo to stvar naravnost čez. Mislim, da bo kar težko najti nekaj netiva tukaj, ker je včeraj deževal. Pejmo malo okoli, da vidimo, kaj lahko najdemo. Prav, naberimo čim več tega, popolno. Vse to. Imamo to čudovito netivo tukaj. Vidite, da je zelo lahko in puhasto. Kar želim narediti je, da jo kar prižgem. Imamo majhne palčke, srednje, velike in zelo velike. Dali bomo gor po vrsti, ampak najprej zakurmo to stvar. Gremo. Skoraj nam je uspelo že prvič. Gremo. Vidite, naš ogenj lepo gori, fantje. Kar želim narediti je, da ga počasi in postopoma gradim naprej. Dobili bomo lepo plast žerjavice, potem pa lahko tisti prekleti rep mahija, velik kot jagnječi kraček, vržemo naravnost na to zverino. Ja, poglejte, kako močno nam zdaj gori ogenj, fantje. Tole je res razplamtelo. Zato počasi dodajam večje kose lesa, da bo ogenj imel dovolj goriva. Danes bomo jedli ribe iz prvega dne. Upam, da bomo drugi dan jedli preklete blatne rake. Jutri greste z mano. Upam, da nam uspe dobiti kaj hrane. Poskušal bom ne pojesti ničesar, kar sem ujel danes, ker smo danes ujeli res veliko dobrih rib. To bom delil z vsemi svojimi prijatelji in družino. Nič od tega, kar ujamem, ne gre nikoli v nič. Vedno uporabimo prav vsak del. In danes ni nič drugače. Torej, ohranimo ogenj pri življenju. Dajmo na žar tisti prekleti rep mahija, velik kot jagnječi kraček. In uživajmo v vzdušju prvega dne, prijatelji. Resnično ne morem verjeti. Poglejte si to, fantje. To je tisto, kar bomo vrgli na ogenj. Se hecate? To bo noro! Pravzaprav tega še nikoli nisem naredil. Sem pa videl, da drugi to počnejo. Samo vržeš cel rep gor in ja, upam, da ga bo zaščitil. Moralo bi biti dobro. Res komaj čakam, da poskusim. Ta stvar je neverjetna, človek. Ena mojih najljubših rib v oceanu. Res noro. Zdaj bom kar razporedil ta žerjavico in bomo dali ta rep direktno gor. Prav? Dali ga bomo direktno na ogenj, takole. Ogenj bomo vzdrževali in potem ga bomo lahko lepo obrnili. Ja, to zgleda noro. Poglej to zdaj. Se hecaš. Pravkar smo dali cel rep mahija direktno na ogenj. Bolj prvinsko od tega ne gre. Kar želim narediti je, da ohranim majhen plamen samo na zunanji strani te ribe. Ogenj moramo vzdrževati, ker je to v resnici zelo velik kos mesa glede na velikost ognja. Si lahko predstavljate, ta rep mahija je verjetno zdaj tako debel. Torej v resnici potrebujemo kar precej močan ogenj, da toplota prodre do sredine te ribe. Kosti v ribi bi morale, upam, poskrbeti, da bo ostala res lepa in sočna. To je verjetno teorija za tem. Ne vem, če bo delovalo, fantje. Rad preizkušam nove tehnike priprave ribe. Morali bomo poskusiti.
Dal vam bom iskreno oceno, ali je dobro ali ne. To je Mahi. Vidite lahko, da se stran, ki je nad ognjem, že začenja kuhati. Izgleda res neverjetno. Očitno ta stran še ni bila obrnjena, zdaj jo bomo malo obrnili. Ampak to zgleda tako dobro, človek. Zdaj sem res navdušen. Naj jo hitro obrnem. Poglejmo, kako izgleda. A se hecaš z mano, človek? Poglej to, mislim, da bo to res noro. Kar poskušam narediti je, da malo zadušim ogenj, da ustvarim ves ta dim, s katerim bomo, upam, prepojili to ribo. Tako da bi moralo biti res, res dobro. Kot vidiš, je zdaj veliko dima. Skoraj je pripravljeno. Zdaj jo bom snel z ognja. Poglej to! Se šaleš, človek. Prav, dajmo jo postaviti kar sem. In poglej ta rep, človek. Tole bomo zdaj načeli in zdaj bo samo potegnila to kožo nazaj. O, moj bog, se šališ zdaj. Poglej to, kako lepo, belo in sočno je to meso. Poglej, dobesedno kaplja s kosti. Res smo zadeli s to pripravo. Poglej to. Čudovito belo meso. Prvi dan pa gremo. Na zdravje. Poskusimo. To je res tako dobro. Kaj za vraga? Meso je tako sočno. Poglej to. Ne vem, če lahko vidiš. Ravno prav je pečeno. Vsak, ki je že poskusil mahi, ve, kako dobro je to zdaj, fantje. To sem popolnoma pojedel. Nič ni ostalo. Prvi dan je bil neverjeten. Tukaj imamo toliko mesa. Kar želim narediti je, da se zapeljem za vogal in vržem ven pasti za rake, ker upam, da bomo jutri, drugi dan, lahko jedli ogromnega blatnega raka. Naredil bom tudi kratek Q&A, upam, med kuhanjem. Bilo je neverjetno. Torej, pogasimo ta ogenj in gremo. Gremo nastaviti pasti za rake. Gremo. Zdaj je drugi dan. In pasti za rake sem vrgel noter sinoči. Torej, danes bomo šli do mangrov, točno tja, kjer sem jih vrgel ven sinoč. Prav tam smo včeraj ujeli ribe. Uporabil sem ribje ostanke. Vrgel sem jih v past za rake, jih nastavil sinoči in danes bomo preverili, če smo ujeli velikanskega blatnega raka. Če pa ga ne bomo ujeli, saj veste, je sredi zime. Ne morem se pritoževati, saj veste, v tem letnem času naj sploh ne bi lovili blatnih rakov, tako da imam rezervni načrt za kasneje. Rad bi vas peljal na odličen prostor za kuhanje, odgovoril bom na nekaj vprašanj, ki ste mi jih zastavili prejšnji teden, o, recimo, mojem življenju in, veste, vseh teh stvareh, malo vprašanj in odgovorov, medtem ko bomo jedli, karkoli bomo danes ujeli. Ampak je drugi dan, potrebujemo hrano, prijatelji. Tukaj spodaj je res neverjetno, fantje. Ampak ne morem nehati razmišljati, ali smo ujeli velikanske blatne rake. To je verjetno edini čas v mojem življenju, ko si res želim rake. Gremo, fantje, moramo priti do tistega mangrovega sistema. Gremo, pojdimo. Poglejte to zdaj, fantje. Smo globoko v tem mangrovskem sistemu in preverjamo te pasti za rake. Držimo pesti, da bomo iz teh pasti za rake potegnili ogromnega blatnega raka. Ampak ja, poiščimo te pasti. Poglejmo, ali bomo drugi dan jedli blatnega raka ali ne. Prva past. Imamo nekaj rib in nekaj majhnih rakov. Ne, ja, vem prav, kaj ne? Ja, dobro, tole tukaj zgleda dobro. Zagotovo je tukaj rak. Nič, trenutno ne izgleda dobro. To so 3 pasti in imamo samo 2 majhna raka. Poglejmo še zadnjo. Držim pesti, ampak nimam velikih pričakovanj tukaj, fantje. Ja. Ne, to je vse, kar smo uspeli dobiti, fantje. Ta mali brimbo. O moj bog, spet smo popolnoma pogoreli. Morda bi si moral to že enkrat zapomniti, fantje, da teh prekletih blatnih rakov pač ni po zimi. Samo vztrajam. Samo vedno znova spodletim. Ampak morda pa res obupamo. Obupali bomo za nekaj mesecev, počakali bomo, da se malo ogreje. Ampak to je v redu, fantje, ker sem vam rekel, da imam rezervni načrt in bomo jedli jastoga. No, nekako, malo bom moral razložiti. Pojdimo dol. Odgovoril bom na nekaj vprašanj. Na nek način bomo jedli jastoga. Ne vem, če je to goljufanje ali ne. Povejte mi v komentarjih, ampak to bo noro. Gremo. Rekel sem vam, da bomo jedli jastoga. No, nekako. To je nekako jastog, mislim. Poglejte ga. Temu pravijo jastog za reveže, fantje. To je rdeči skalni trnkar. Tukaj, v tem delu Avstralije, so skoraj kot škodljivci. Zato jih nihče zares noče obdržati. Ampak očitno, če jih pravilno pripraviš, imajo okus kot jastog. Zato jim pravijo jastog za reveže. Če si pravega ne moreš privoščiti, vzameš enega od teh lepotcev. Tako da bomo kar odrezali fileje z te ribe. In kaj daš na jastoga? Česnovo maslo, zato ga bomo dali gor. Položili ga bomo naravnost nad ogenj. In medtem, ko se peče, bomo odgovorili na nekaj vprašanj, potem pa jo poskusili in videli, če res ima okus po jastogu. Pravzaprav si bom nadel rokavice, da tole primem. Te bodice me vedno zabolijo, človek. Če me katera zadene, bom v hudih bolečinah, bom cvilil. Poglej te preklete bodice. Vidiš tole tukaj? Če te katera od teh zadene, boš v hudih bolečinah. Ampak poglej glavo te stvari. Ima glavo, ki bi jo lahko imela rada samo lastna mama.
tisto stvar. Jaz bom zdaj odrezal fileje z njih. Dejansko bomo poskusili, ja, ne vem, ali bo to kot belo meso ali kaj podobnega, nikoli v življenju še nisem jedel česa tazga. Samo grem vzdolž hrbtenice, samo z nožem grem ob njej, poskušam se izogniti vsem tem bodicam ali čemurkoli. To je trebušna votlina. Tukaj smo se kar dobro odrezali. Poglejte to, to je lep bel kos mesa. Prav tam, vidite, dejansko zgleda neverjetno belo. Ne bom lagal, torej to je en file. Obrnili jo bomo, naredili še drugo stran. Vidite, imamo to lepo belo meso prav tukaj. In dejansko smo opravili kar dobro delo. Poglejte to, skoraj lahko vidite skozenj. Takrat veste, da ste dobro filetirali. Torej, kar bom naredil je, da bom to vrgal nazaj v ocean, priždim ogenj in tole želim dati naravnost nad ogenj. Dodali bomo malo česnovega masla. Ja, česnovega masla nismo jeli, fantje, ampak mislim, da ga moraš dati na jastoga, kaj ne? Mislim, da pravijo, da ima okus po jastogu, ker te ribe očitno jedo veliko rakov. In očitno vse, kar pojedo, vpliva na okus njihovega mesa in se to pokaže v mesu. Ne vem, ali je to res ali ne, ampak poskusili bomo in videli, kako bo šlo. Zdaj zakurjamo ogenj. Saj veste, kako gre. Trske, majhne veje, večje, poznate postopek. Torej, začnimo. Dajmo to ribo gor, pravzaprav sem res lačen. Prav, postavili jo bomo kar tja. To je bilo kar dobro. Čudovita riba tukaj, ampak rad bi dodal malo česnovega masla. Ja, verjetno malo goljufam. Naj bi jedli samo tisto, kar ulovimo, ampak veste, kako je. Fantje, danes je zadnji dan. Malo praznovanja je, zato bom vzel malo tega masla tukaj in kar bom naredil je, da ga bom premazal čez vso to ribo. Maslo je gor, zdaj pa še malo tega česna. Ves ta česen bomo dali v to maslo. Upam, da se bo prijelo. Prepravili smo jo, imamo ribo z maslom in česnom, zdaj je trenutek resnice, priždimo ogenj in dajmo to gor. Bomo videli, ali ima okus po jastogu ali ne. Vidite, da ta ogenj res dobro gori. Zdaj bom začel odgovarjati na nekaj vprašanj, ki ste mi jih zastavili prejšnji teden. Ogenj bomo vzdrževali. Ribo bomo dali gor čez približno 5-10 minut, ampak najprej odgovorimo na nekaj teh vprašanj. Prvo vprašanje, ali samorejaš svoje videoposnetke? Koliko časa ti vzame, da narediš video od snemanja do montaže in objave? Torej, skoraj vse naredim sam, fantje. Vidite, grem na svoje dogodivščine. Vse posnamem, pridem nazaj, vse skupaj zmontiram. Običajno si vzamem, veste, odvisno od dogodivščine in kaj imam v načrtu, ampak veste, 2 do 3 dni snemanja in potem še približno 2 do 3 dni montaže in potem je tisti zadnji dan običajno namenjen nalaganju in nekako kot pol dneva prostega časa. Torej je to kar polni delovni čas, fantje. Res nimam veliko prostega časa. Je zelo naporno, ampak to preprosto obožujem. To je tisto, kar počnem tudi v svojem prostem času. Torej, ja, razen če se mi kdo pridruži na dogodivščini, morda mi pomagajo posneti kakšen posnetek z dronom ali kaj podobnega. Ampak ja, vse naredim izključno sam, fantje. Kaj je bil tisti ključni trenutek, ki me je prepričal, da se popolnoma posvetim YouTubeu? Ja, fantje, mislim, da je bil, ko sem končal šolo in vse to, začel sem študirati. In mi ni bilo ravno všeč, kar sem počel. Pogledal sem ven in videl te čudovite dneve. Sam pa sem sedel v pisarni ali, veste, delal sem bedno službo, ki sem jo sovražil. In sem si rekel, mora biti več v življenju človek. Zame je gotovo predvideno še nekaj več. Tako da, veste, vzel sem kamero, začel sem snemati, veste, kup stvari in stvari so nekako samo rasle in rasle in rasle. Postal sem bolj sproščen pred kamero, ja, mislim, da smo zdaj na tej točki, ko to počnem vsak teden za vas in obožujem to. To je postalo moja služba. Mislim, da je bil nek prelomni trenutek. To je bil trenutek, ko sem preživljal najtežje čase in sem res moral globoko vase ter razmisliti pri sebi. Počakaj, kaj si v resnici želiš početi v tem življenju? Mora biti več v tvojem življenju kot samo to, da počneš nekaj, kar ti ni všeč. In ja, mislim, da je bil to prelomni trenutek zame. Naslednje vprašanje. Katera je bila najbolj strašljiva izkušnja, ki sem jo imel med ustvarjanjem na YouTubeu? Imel sem kar srečo, fantje. Imel sem nekaj izkušenj, ko sem poskušal ujeti rake pod grebenom in sem se zataknil pod grebenom ter sem imel občutek, da se bom utopil. To je kar strašljivo, ne bom lagal. Nekaj noči, ki sem jih preživel v mangrovah, je bilo res srhljivo. Ni tako strašljivo, je pa srhljivo. Ampak mislim, da je to. Imel sem kar srečo. Imeli smo eno izkušnjo, ko so bili tam nori morski psi. Ja, šli smo na podvodni ribolov in ti morski psi so nas skoraj poskušali pojesti, še preden smo sploh prišli v vodo. Poskušali so napasti čoln in vse podobno. Jaz in moji prijatelji smo se odločili, da bi bilo pametno skočiti noter. In ja, to se ni končalo najbolje. Ampak ja, to so verjetno najbolj strašljive izkušnje, kar sem jih imel. Katera je najbolj nenavadna tehnika, ki si se je naučil od domorodnih kultur in ti je pomagala pri preživetvenih izzivih? Verjetno najbolj edinstvena in najbolj kul stvar, ki sem se je naučil od domorodnih kultur, je bila uporaba preprostega kosa svežega lesa. Odsekaš konc in narediš čopič. Odtrgaš ga, ugrizneš, zdrobiš in nastane čopič. Zdaj ga lahko uporabiš za ščetkanje zob, lahko ga uporabiš za nanašanje marinat na meso ali veš, kot katerikoli čopič, za karkoli želiš, za barvanje česa. Mislim, da je to ena najbolj kul stvari in ena najpreprostejših tehnik, ki sem jih videl v različnih kulturah. Naslednje vprašanje. Kaj je najbolj noro, kar si kdaj jedel?
Seznam je dolg. Videli ste dogodivščine. Imeli smo blatne skakače, imeli smo surove školjke, imeli smo surovo ribo, imeli smo morsko kumaro. Ta ima verjetno najslabši okus od vsega, kar sem kdaj poskusil. Morska kumara na mojem nedavnem potovanju v Indonezijo. Ne morem verjeti, da jo bom pojedel. Poskusili bomo. To je ogadno. To mi je dobesedno obarvalo roke za več dni. Resno, prisežem, moje roke so bile popolnoma črne samo zaradi madeža od zunanjosti mesa. Tudi usta so mi bila črna. In vse. Bilo je res ogadno, človek. Ja, ta je zagotovo najbolj ostala v spominu. Si bil kdaj resno poškodovan zaradi kakšne živali, s katero si se ukvarjal? To se mi zdi pravzaprav kar smešno, fantje, ker nisem bil nikoli resno poškodovan. Sem pa imel, veste, res globoke ureznine na rokah, nogah in podobno. Ampak običajno je moj imunski sistem kar zver. Zato sem vam tudi rekel. Še naprej bomo rinili, dokler ne končam v bolnišnici. Torej, ja, do zdaj še nisem bil prehudo poškodovan, fantje, potrkam na les. Ampak prepričan sem, da bo ta dan prišel, a ne? Verjetno ne bi smel dajati roke v ogenj, ko govorimo o poškodbah. Ampak, veste, tak pač sem jaz. Tukaj imam vprašanje. Hej, samo povedati sem hotel, da so tvoji videi res zabavni. Rad bi tudi vprašal, kakšen je bil začetek tvoje kariere. Torej, začetek moje kariere, fantje, v bistvu se je vse skupaj začelo tako, da sem dobil GoPro. Tako se je začelo zame. Začel sem snemati nekaj posnetkov deskanja, hodil sem na ribolov in nisem bil dovolj samozavesten, da bi se postavil pred kamero. Nisem imel tega v sebi. Bil sem negotov glede tega, kaj si drugi mislijo o meni. Zdelo se mi je, da nimam ničesar za ponuditi. Ampak s časom sem spoznal, da, veš, nekatere stvari, ki sem jih počel, so bile v resnici kar kul. In začutil sem to gorečo strast, da se izpostavim in res začnem iti v to na polno. In to sem tudi začel delati. Začel sem objavljati videe. In fantje, na začetku ni nikoli dober. Začne se za nič. Ko pogledam nazaj, se temu samo smejim. Ampak stvar je v tem, da sem s časom rasel kot posameznik. Rasel sem kot montažer. Tako pač gre življenje. Moraš se znati izpostaviti. In če lahko spodbudim kogarkoli izmed vas, ni pomembno, kaj počnete v življenju. Ne ozirajte se na to, kaj si drugi mislijo. Če imate gorečo strast, da nekaj naredite, lotite se tega in to naredite. In preprosto počnite tisto, kar imate radi v tem življenju. Je tako kratko, človek. Bog vas vse blagoslovi. Prav zdaj bom dal ribo na ogenj in se bom vrnil k tem vprašanjem, ker zelo hitro nam zmanjkuje svetlobe. Torej, dajmo to ribo gor. Prav, poglejte to ribo. Imamo česnov maslo na tej ribi. Izgleda res dobro. Kar bomo naredili, tole vzamemo z ognja, imamo nekaj ledu tukaj, kot vidite. Vzamemo to ribo, to bomo dali naravnost tja gor. Ta riba se počasi peče na ognju, fantje. Odgovoril bom še na nekaj vprašanj, potem pa bomo poskusili to ribo in videli, če resnično ima okus po jastogu. Torej, vprašanje. Kdaj si vedel, da želiš delati na YouTubu in kaj si počel prej? Torej, pred YouTubom sem večinoma študiral, fantje. Študiral sem poslovne vede, potem pa sem začel študirati pravo in počel sem nekaj, do česar nisem čutil strasti. Vedel sem, da če najdem nekaj v življenju, kar imam rad in v čemer sem dober, bi mi šlo dobro. Ker sem počel nekaj, v čemer nisem bil dober, pa sem vseeno nekako uspel. Vedno sem imel to gorečo željo, da najdem tisto, kar imam rad. Začel sem snemati videe in GoPro me je začel opažati ter komunicirati z mano. In GoPro, res velika zahvala vam, fantje. Bili ste prvo podjetje, ki me je kadarkoli kontaktiralo in mi reklo: Vejt, všeč so nam tvoje stvari. Menimo, da imaš veliko potenciala. In tista ena stvar, ki jo je rekel GoPro, mi je dala tisto majhno mero samozavesti v življenju. Človek kar kurjo polt dobim, ko govorim o tem. Ta majhna mera samozavesti v mojem življenju mi je dala moč, da sem še naprej ustvarjal. In še danes me GoPro še vedno podpira. In zavedno bom hvaležen GoProju, ker je bil prvi, ki je prepoznal en majhen video, ki sem ga naredil in ki je v bistvu zanetil to mojo gorečo strast danes. Torej, GoPro, res vas imam rad. Ste najboljše podjetje in podpirate ustvarjalce. Podpirali ste mene. In samo zahvaliti se vam želim. Kakšni so tvoji cilji za prihodnost? Ne samo glede vsebine, ampak nasplošno v življenju. Moj cilj je, da še naprej počnem tisto, kar me v tem življenju usrečuje. Če bom napredoval, je to čudovito. Ampak vsak dan znova ugotavljam, da je to življenje tako kratko. In če lahko počnem tisto, kar me osrečuje, in to počnem tudi v prihodnosti, ter gradim to kariero in ta kanal, ter vas vse jemljem s seboj, potem me to osrečuje. Ne razmišljam preveč vnaprej, ker me to spravlja v stres. Razmišljam o jutri. Kaj me bo osrečilo jutri? Kaj moram doseči jutri? Če vsak dan dodajam nekaj k svojim sanjam in temu, kar rad počnem, ob koncu leta pogledam nazaj in sem zgradil to cesarstvo, stvari, ki jih rad počnem in vsega tega. Tako se ne obremenjujem s prihodnostjo. Seveda imam nekaj vizije o tem, kaj želim početi in podobno, ampak o tem ne razmišljam v podrobnostih. Vsak dan živim, kot da je moj zadnji dan na zemlji. Vprašanje je,
če si v nevarni situaciji. Kako se s tem spopadaš, če ni nikogar v bližini? Nedavno sem bil na nekaterih oddaljenih otokih v Indoneziji in če bi se kaj zgodilo, fantje, ne bi mogel narediti ničesar. Preprosto bi moral sprejeti, karkoli bi bilo. Preprosto moram sprejeti, kar pride. Če je mrzlo, moram pač zmrzovati skozi noč. Če je neznočno vroče, moram pač to prenesti in najti nekaj sence. Stvar je v tem, da se moraš preprosto prilagoditi temu okolju. Nisem bil res v situaciji, ko bi šlo za življenje ali smrt. Zadnje vprašanje in verjetno najbolj vznemirljivo vprašanje, ker sem ga dolgo časa zadrževal, fantje. Imam vprašanje zate, Wade. Si se odločil, ali želiš ostati v Avstraliji ali pa se želiš preseliti drugam? In stvar je v tem. Selimo se, draga, odhajamo tukaj. To je moj predzadnji teden, fantje. Naslednji teden je moj zadnji teden. Potem pa odhajamo tukaj. Vračamo se v Indonezijo. Raziskovali bomo bolj oddaljene otoke in res bomo uživali na nekaterih najbolj norih krajih na planetu Zemlja. Verjetno vidite, da sem zdaj res navdušen. Rad bi vam povedal, zakaj želim iti v Indonezijo. Na tej točki v življenju nimam partnerke. Nimam nobene odgovornosti, ki bi me zadrževala v Avstraliji. In preprosto želim iti na polno. Želim vas vzeti s seboj na najbolj divje dogodivščine v tujini. In mislim, da bo to res noro. Odšli bomo na nove otoke, nove plaže. Spoznali bomo nove kulture, lovili nove ribe. Vse bo res izjemno vznemirljivo in novo. Torej, še 2 tedna in letimo v Indonezijo. Komaj čakam, da vas vzamem s seboj. Raziskovali bomo nore kraje. In ja, hvala vam vsem. Brez vaše podpore to ne bi bilo mogoče. Gremo, prijatelji. Ta riba oziroma jastok je skoraj pripravljen. Izgleda kot majhen jastogov rep. Izgleda odlično. Sonce zahaja, prijatelji, konec je drugega dne. In zdaj bomo poskusili tole preklenjeno ribo oziroma jastoga. Poglejte ga, izgleda kot majhen jastogov rep. Poskusimo in poglejmo, kako bo šlo. Povedal vam bom, ali dejansko ima okus po jastogu ali ne. Gremo. Ne bom lagal. Pravzaprav ima okus po jastogu. Ne vem, če lahko vidiš meso tukaj. Poglej to. To je zelo čvrsto meso. In točno takšno je meso jastoga. Poglej to. Zelo elastično, prav tako kot rep jastoga. Tekstura je popolnoma enaka. Nima tistega okusa po rakih, ampak je tekstura res zelo podobna. In to belo meso je čudovito. Zmazal sem tista 2 mala repa jastoga. To je bila res nora pustolovščina. Samo zahvalil bi se vam rad za vso vašo ljubezen in podporo. Če vam je bilo to všeč, prosim, všečkajte in se naročite. Se vidimo na naslednji pustolovščini, prijatelji. Šihu!